Spoštovana predsednica vlade, ko smo pred 2 letoma sprejemali mehanizem za odkrivanje sistemskih tveganj glede vladavine prava v državah članicah, mnogim to ni bilo všeč. Prepričan sem, da smo naredili prav. Tu ne gre le za vprašanje Poljske, ampak za veliko več, gre za spoštovanje vladavine prava nasploh, ki je osrednja evropska vrednota. Uporaba novega mehanizma Evropske komisije bi bila po mojem mnenju še bolj kot za Poljsko upravičena kje drugje, tudi v moji Sloveniji, če sem iskren. Znano je, da slovensko sodstvo funkcionira slabo, glede na poročilo Evropskega sodišča za človekove pravice je Slovenija na 1. mestu po njenih kršitvah, poleg tega po navedbah Eurostata uživa sodstvo v Sloveniji najnižji ugled. Zato niti ne preseneča, glede na nekatera dejstva, ki kažejo na politično zlorabo dela sodišč. 7 let so po sodiščih vlačili dvakratnega predsednika vlade in vodjo slovenske opozicije Janeza Janše in ga 3 tedne pred parlamentarnimi volitvami zaprli brez vsakršnega dokaza. Res je, da je kasneje ustavno sodišče vse obtožbe in obsodbe razveljavilo, a politične posledice so ostale. Politična zloraba se kaže tudi v tem, da so prejšnji mesec v decembru policija vdrla v prostore največje opozicijske stranke SDS in hotela zaseči strežnik, ki vsebuje elektronsko korespondenco tisoče in tisoče članov zadnjih 15 let. Veliko je še takih zgodb. Zato Evropska komisija ni bila doslej odzivna na težave, s katerimi na eklatantne kršitve človekovih pravic, na kar smo opozarjali in ki so jih povzročali že tudi ljudje, ki so že v prejšnjem sistemu kršili človekove pravice. Zato Slovenija potrebuje še veliko bolj kot Poljska tovrstno pomoč na svoji poti v polno vladavino prava. Hvala lepa.